To je Radio 1 podcast. Danes vam pa obljubim en ekstra zabaven pogovor in to od 4 legend, ker na koncu smo prišli do tega, da so legende in to žive. Z mano bodo Sean Krog in povedali bomo skoraj vse. Če bi bili tukaj še kakšne 2 urci, bi res povedali vse, ampak lej, čas je denar, ne? Tega pa vse vemo, kako je, zmeraj ga malo manjka. Skratka, priključite se, Sean Krog, vsi 4 člani. Ja, tako še nismo začeli nobenega podcasta, ne? Ja, da bi nekdo že na začetku jokal. Ja, pa kot sreče, pa veselja. Sluznice nam več ne delajo dobro v teh letih, veš, da je nekontrolirano. Je nekontrolirano? Ja. A sam to še kaj... Ne gremo, da smo rejte. Sean Krog, lepo pozdravljeni v mojemu backstageu in zelo sem vesela, da ste prišli vsi 4. Zdaj, kakor jaz tako malo spremljam, to ni lih pogosto, da prijete čisto vsi, ne? Verjetno, ne vem, je težko uskladiti urnike oziroma se prepelja to delač. Ne, dan so sam mene spustili zraven. Ja. Okay. Tudi mi smo veseli. Spoštovanja do tebe in tvoje, bi rekel, tega tvojega backstagea, ne? Mislim, da je pravilno, da se cel band udeleži tega srečanja, pogovora, druženja s tabo. Evo, zato smo vsi 4. To si tako lepo povedal, da bo tudi meni se... Viš, da ste čisto bjokan. Čisto. Kako ste, fante, drugače? Ste v enem takemu, kako ne rečem, zelo ustvarjalnemu obdobju, veliko se dogaja, novi komadi, koncerti prihajajo, nova plošča tudi bo prišla verjetno drugo leto. Imamo se fajn, to je najbolj važno. Ena je že prišla, oziroma prihaja, oziroma je tu. Ne, je že. Romantično LP smo posneli lansko leto v Cankarjevem domu na enem takem zelo čustvenem koncertu. Zato smo tudi hitro rekli, kako bo naslov albuma Romantično. Torej za vse tiste, ki bi radi slišali našo glasbo na nek nov način, na nek drugačen, je ta album naš akustičen. Drugač pa ja, gremo na novo, gremo naprej. Sean Krog je Sean Krog. V planu je nova plošča, prvi singel in video spot je, en teden, kar je šel v eter. Tam nekje. Ja, tu približno, a ne, se je tudi na našem radiju je bil lepo predvajan, zastopan, smo ful veseli in... Mi tudi. Se zahvaljujemo za tak vaš pristop in to. In to je najava nove plošče, nove muske, ki bo drugo leto pač, ne vemo točno, kdaj bo to išlo, če bo nam šlo dobro, bo pač spomlad, če pa ne, bomo pa jeseni sigurno to končali in naredili kot en projekt. Zdaj je to vse na digitalnih platformah, ampak vsem bomo še to dali na vinil, da imamo nek spomin v rokah, pa tu za naše, bi rekel, največje fene, da jim lahko gor se podpišemo in imajo pol to zase kot neki Enega dostavite pa k nam, ker jih imamo tukaj kar dosti in jih pol lepo razstavimo vse goste konc na ta način. Borka, pa ti kaj? Moje ful vse. Zdaj bom nekaj povedala, prišel si zadnji dan, ne? Čeprav si bil prvi tukaj, ampak tako, tele 3 se došalijo na tvoj račun, ne? Nič novega. Ja. A to je tako odskos, ali? Ja. Se šalijo, so zelo mili in pol me sočustvujejo. Ampak jim kdaj vrneš? Ne, jaz nisem maščevalen. Ampak ne, se ne mislim maščevalen, ampak da se pohecaš pač nazaj, ne? Ja. To pa ja. Kadar je razlog za to, ja, seveda. Ker ti si v bistvu, tlele ste 3 originalni člani, bom rekla, od samih začetku. Jaz nisem kopija, prosim. Ne, v redu je. Ti si prišel vseeno zadnji v Sean Krog, ki so bili takrat že postavljeni. A je tako? Kdo? To je bilo leta 91, a ne? Ne, jaz sem 90 si prišel? Ja. Ok, se popravljam. Kako je bilo? Zakaj ste njega vzeli? Kako se je to zgodilo? No, sej, Ne šef benda pove. Naj bi temu reči, kdo je šef benda. Šef benda je gospod Jelen Matjaž. Ja, odvedno. Resno? Jaz bi pa rekel, da Aleš. se je. Ja, kdo je zdaj? Ne. Kadar je kaj narobe, bi on rajš videl, da je Aleš. Drugače bi pa rad. Moram jaz biti. Dva sta modro tiho. Če sta poleti leta 82 prišla pozvoniti na moje vrata domov, jaz sem bil star 16 let, ona 2 malo več, 17 pa... 17, no, malo več. Ja, to so pomembna razlika. Ja,
sta mi prišla pozvoniti. Njemu se zdi, da je pomembno to. Ej, nam se nekaj dogaja, mi smo Feniks, jaz sem tako vedel, zdaj bomo pa Šankrok, ti boš pa nov pevec pa Šankroku, prid juter na vaje, tule imaš kaseto. 5 komadov naštudiri, jaz ni tako že znal na pamet, ker to se je šlo underground, veš, so šle te kasete takrat. In zato, kako meno na dva lahko reče, da sem je šef, ne. To je prvo, kar je. Drugo, kar je pa ja, sem, ja. Okay. Ne vem, kaj pa je bilo sploh vprašanje. Ne, Kdo je šef? lahko pa vi dva poveste, kako se je pa res začelo. No? Ne, mi v srednji šoli smo pač bili nadobudni srednješolski band, ki je pač želel ustvarjati, želel je spoznavati svoje inštrumente, vsi smo se družili, to je bil takrat 80s, ki veš, da je vse okrog nas je bil samo žur in zabava, cel svet je bil malo bolj sproščen, tudi mi, in pol pač pevca smo rabili, ker nas je en moj prejšnji pevc, moj prijatelj, zapustil, in mi smo imeli pa že material za plato, že kar pripravljen, in naš konkurenčni velenjski band je bil pač Mažo in njegovi, in smo mi dva s Cvetom šla k njemu na vrata, potrkala oziroma pozvonila, dala kaseto, stari, en dan imaš sajta, da se odločiš. Ne? In jaz to je sem to. zajebil svoj matični band. Tako, on je naredil velik korak in jaz takrat nisem vedel, koliko je on velik korak naredil. Zdaj šele razumem, da je on takrat res. 2 leti se ni doben z mano pogovarjal. Verjamem, jaz se tudi ne. On je celo svojo družbo je v bistvu čez noč zatajil. Za slabo je nekaj dobro. Sam, to je odličen pristop. Se je pa V bistvu, zdaj bom grdo rekla, skenslil oziroma ubil konkurenco, ne? Da boš pač edini. Ja, pa dobro, to zdaj v tem kapitalizmu, to Je bolj malo razumemo. drugače, Takrat ja. ni bilo to tako, a ne. Ampak smo bili že takrat gajsni, ne, in pač smo vedeli, kaj hočemo. Ne. jaz sem verjel, da so fantje resni. Moji takratni Zato prijatelji... smo še zdaj tle, ne. Pa nismo bili najbolj resni, no je bilo Aha, okej. vse skupaj za zabavo. Meni se je pa zdelo, da to zna biti res priložnost. In sem dal vse na Prav se je kocko odločil, ne. In sem vrgel kocko in je padla 6. Eno vprašanje, to si pred kratkim ti, Matjaž, izpostavil. V teh krajih pri vas si bil ful faca, če si bil rudar, ne? Rudarji so bili oni ljudje, ki so bili tako cenjeni pa tako naprej. A so na isti način pol gledali tudi na glasbenike, na rockerje? Ali je bila ta razlika? So vas kdaj imeli, ne bom rekla za neki manj, ampak mogoče bolj neresne v primerjavi z njim? Skozi. Res? Ker zdaj ste inštitucija. Naše zdaj večina ljudi jemlje kot, a veš, mi smo v bistvu tudi politika in vsi nas jemlje, kot da mi zbiramo znamke, v smislu nekem totalno neresna gospodarska veja. V bistvu sploh nas ne jemljajo kot gospodarska dejavnost, čeprav imamo vsi firme, vsi plačujemo davke in vse, ampak mi smo skozi tako kot mal za veselico ob nedeljah, pa pač boš ti mal nekaj zašpilal, a ne? A veš, to še zmerom isto tretiranje, ne? Vse tudi, ko je COVID bil, na koga so pozabili? Politika in cela država, z vsem je pozabila na nas. Kompletno Mi edini glasbeno nismo industrijo. dobili ničesar in tudi so nas pač smatrali kot nekaj popolnoma nepotrebnega, kot da ne obstajamo. Še celo je bilo neka A veš, izjava, Petek krompir okopava. No, končno boste zdaj nekaj začeli delati in tako naprej. Tako da mi smo skozi nas družba kot celota jemlje malo tako z rezervo, oziroma mi smo tako malo dvorni norčki, ko so jih imeli včasih na gradu, a veš. No, se pa v resnici smo. to. V bistvu smo, ja. Meni se zdi drugače, da Pa se tisti, ki je večji dvorni norček, ima več kart prodanih v dvorani, tako da to je to. Ampak pa ste na nek način v bistvu, glede na to, da vas družba je dojemala in vas tako dojema še naprej, vi pravite, jaz mislim, da se motite, ste bili uporniki in ste še vedno. In to je rock'n'roll. Ja, dejansko je. To je rock'n'roll je bil vedno uporniški. Mi smo že 40 let uporniki in moram priznati, da sem bil še, se pravi, pred kratkim mega upornik. V bistvu sem se prelevil v času COVID-a v največjega punkerja v tej državi. Toliko sem bil besen in jezen na vse to, kar se je dogajalo, nam predvsem, ker smo bili zapostavljeni in jaz kot, ki imam agencijo in kot menedžer, ki zastopam
100-200 glasbenikov, ki sem poslušal vsak dan grozne zgodbe okrog tega, kako ne morejo preživljati se, oziroma tragične zgodbe, me je to zelo dotaknilo in seveda bom še naprej punker in rocker, ne? To je to, upornik, seveda, ja. Mislim, glede na to, da si zdaj omenil tudi to, da si pač tudi menedžer med drugim, ne? Ti imaš en tak sloves, da s tabo ni dobro češen zobati, bom tako rekla. Ja, Odkje je to prišlo? Ne vem. Tako. Verjetno zato, ker sem korekten in konkreten. Poveš tako, kar želiš. Ja, to je eno, drugo pa, veš, ker si korekten, tudi v drugih zahtevaš korektnost, ne? In to pač ljudje ne marajo, ne? Pač vse je pri nas eno šalabajzerstvo, ne? Kamer se obrneš. In jaz pa ne maram šalabajzerstva, ne? In pol pač prije kdaj do tega, da pol prije tak komentar, ki pa sicer ni na mestu, a ne? Če ne, jaz ne bi imel 35 let firme plačeval davkov in ne bi tule s svojim bendom sedel, s katerim se imam rad in ne bi s tabo tle sedel, ne? Ja, to je drugače res. A je tako tudi v bendu? Glede česa, jaz zdaj sam razmišljam, zakaj male špir, jaz pa ne. Zato, ker se je sam odločil, da ga bo imel in ti si rekel, Ja, če me je vprašala, jaz sem rekel, jaz pa bom en pir, ja, valjda, ne. če je tako, ta korektnost, Malo oziroma, šalabajzersko je to, ne. ja, boš dobil, bomo prinesli. Zezam te, ne. Je tako, mislim, kakšna je dinamika v bendu? Si poveste, si daste karto na mizo in si zmečete v faco, Ja. kar si imate, ker je to edini pravilen način, ste to ugotovili skozi leta ali pač ne? Absolutno, da. Nej Bor pove. Ne, jaz mislim, da točno v tem smo zrasli. Dve neki taki večji pauzi, ki je ta bend jih imel skozi 40-letno kariero, so se po mojem morali zgoditi, zato da smo pač se zresetirali in naredili en korak naprej. Ne v neki zdaj glasbeni kvaliteti ali pa tem, ampak v osebni in pa mentalni, ne, v mentalnih pogledih, predvsem pa zavedanju, da pač je to naše poslanstvo, ne. In da smo tle zato, da smo zato, kar vidite vi, kar počnemo, ne, da je to naše poslanstvo, ne. To je to, kar imamo mi za početi, ne. Ja, tako, kot si omenil, Bor, vi ste imeli v bistvu kar pestro zgodovino, da tako rečem. Res skupaj enih, bom rekla, razhodov, pa je en šov, pa sta dva šla, pa je prišla nazaj, pa je un šov, pa ne. Tako naprej, ampak ja, mogoče pa res to, ne, ko si rekel, vsi ti razhodi te pripeljejo pol. Prispodoba je bila, Ja. recimo, ne vem, prva runda vlak je peljal, ne, po nas pač na potovanje in se je ustavil in smo šli z tega vlaka dol, ker niso še zadeve bile kompatibilne v vseh pogledih in med vsemi nami in je naredil en krok in je prišel nazaj, rekel, zdaj vam dam pa še eno šanso. A stopite gor in probate še enkrat, da vidimo, če ste se kaj naučili, kaj dozoreli, kaj razumeli. In zdaj smo na tem drugem vlaku, upam, da bo vozil dolgo. To je, jaz mislim, en del odraščanja. Odraščanja in mi smo mogli odraščati, a ne. Začeli smo v srednji šoli, a veš, to je zelo mlad začneš se nekaj iti, nekaj v bistvu. Tudi bend je kot ena familija. Ne? Zdaj pa, če razumemo familijo kot mož pa žena, je osnova, ne sta dva, pa se kregata, pa imata probleme. Kjer bi bil žena tu pred nam, če smo mi moška. A veš, ja, no, evo, malo se tudi moramo šaliti, ampak biti bend je pa še toliko bolj zahtevno. Ne? Ja. In smo odraščali, tako je rekel Bor, na vlaku, pa si malo stopil na eni postaji dol, pa na drugi gor in tako, ampak na koncu zdaj, ko smo v tej ciljni ravnini, ne, v teh zrelih srednjih letih vidimo ciljni ravnini smo, moramo pač res to naše poslanstvo do konca speljati, ne. In mi smo tukaj v tem bendu se združili in imeli smo kaj povedati, pa še imamo kaj povedati v tekstih in tako naprej, te neke zgodbe, lepe in takšne in drugačne. In zdaj smo dorasli, zdaj pa mislim, da bomo do konca pač v taki zasedbi tudi šli do konca in zaključili. Ne? Če Se Šved strinjate? strinja. Še kar nimam pira, recimo. Ja, jaz ti. Hecam A te, lahko no. prinese Ne, en hecam pir, te, tako? ne, da... Ne, ker zdaj bo še petkrat omenil, tako da boš Ne, ga pa če dobiš. se hecam. Absolutno. Ja. Tukaj, ko ste rekli, da ste odrasli, tukaj lahko rečemo, da so se mal egoti umirili. Ja, seveda. Cveto, povej. Izvoli. Povej, ne vem, če so se umirili. Cveto pove, kaj misli, evo. Ja. Ja, V bistvu so se, ja, če so prej butali in špricali ven, vse ego skozi ostane, ne, vsak od nas, ampak zdaj so
bolj mirni, ne špricajo ven, bi temu rekel. Ne. S to se pa imamo fajn, s to smo pa tule štirje, pa se opaziš feeling med nami štirimi. Ja. Spametovani. Tako, res ste, kada ste pomirjeni sami s sabo. Ja. Ne vem, ker se vseeno poznamo že tako dolgo, pa koncerti, dobro, koncerti, čisto ena druga predstava na odru, ampak tudi pod odrom, ne. Res tako, tak fajn. chill vibe, evo, da se izrazim zelo trendovsko, rečemo. No, fajn. Ja. Si to opazila? A? Fajn, da si to. Ja, največja razlika je pa, Aleš. A je? Ja. Razlika v čem? Da se celo tako malo smejiš. Jaz se skozi smejim. Zelo se smejiš. Jaz se skozi smejim, ne vem. Ne, iskreno, včasih je bilo, A res? ti si bil malo tako, Ja, zdaj bom mogoče. iskreno govorila, strah in trepet. Ne? A res? Ne vem, dejansko, a bo vse v redu, a ne Ne, jaz bo. mislim, da sem imel sam s sabo in svojim poslom toliko problemov, da sem se zgubil na tej poti, bi rekel, in to ravno zaradi tega, ker sem vedno hotel veliko delati, bil sem ful odgovoren, imel sem veliko odgovornosti in skrbi, ne? In takrat nisem znal niti to handlati, ne? Jaz sem se mogel to vse sam priučiti. Teh šol nimamo mi, ki bi te pripravili na življenje, ne? In pa na, ne vem, neko menedžersko pot v tem, kar mi počnemo, v tem show business cirkusu, ki je zelo specifičen. To je, Ja, sploh to je v Sloveniji. nasploh v Sloveniji, ne, ker je pač to zelo nekako, bi jaz temu vedno rečem, da smo 100 let za opicami. A ne? In jaz sem to postavljal na noge, jaz sem naredil pred 35 leti prvič pač firmo in rekel, zdaj pa dovolj, zdaj bomo začeli pa pogodbe delati, a ne? Zdaj bom pa malo tule reda naredil v tej državi s tem, da bom ta posel pelil na nek next level, ker to je bilo vse tako kot... Prosi, da te prekinem, a to je bilo tako, pač neki na lepe oči, po domačem povedano, kako je izgledalo to Veš kaj, to je zdaj zelo težko, noben tega več ne razume, ker ni bilo takrat ne mobitelov, ne Tako. interneta, ničesar. Bil je stacionarni telefon in si poklical, se zmenil in je mogel vse štimati, a ne? In ni bilo to 25 klicev, 60 mailov, sklejevan, termini, ovo, tam se dobimo to, ki je backstage, kjer naslov, nič. To je bilo, ne, drugače, zelo drugače. In mi smo se z tega mogli vse naučiti, no. In ja, valjda sem bil mogoče včasih bolj nervozen, kot sem zdaj, ko sem srečen. Da sem nazaj v band in sem happy. Točno to, za svojimi bobni. Kaj si omenil to, kaj vse ste vi, recimo, v mlajših letih dobili, ko ste prišli na nek plac? Se pravi, kako je izgledal takrat backstage in Včasih kako ga so tako vas, ni bilo. kako so vas tretirali? Evo. Včasih ga ni bilo. Če smo dobili elektriko, je bil bilo že prvi veliko. korak, je bilo v redu. Potem smo pogledali, kako zvočenje je sploh bilo, ne? Če bomo lahko to sploh speljali, to se pravi, predvsem smo mislili na mikser, ne? Da je imel vsaj 16 kanalov. Tako da smo se lahko nekako poštekali noter, da to potem, kdo to sploh ima kable, če vsi kabli delajo, če... Ja, mislim, čisti rock'n'roll, no. Se pravi, takrat Je niste bil. imeli rodeov, Ne, niste mi bili smo- sami, to morate Mi zdaj smo šli povedati. na špil, sami naložili opremo v kombi v Velenju. On je imel prvi avto v Mažo, takrat je že bil šef benda, zato je on tako šef benda, ne. In nas je on v Fičeka naložil in smo pol, eden je pelal tovornjak z opremo, ki smo ga mi naložili, celo zvočenje pa to. In s Fičekom smo se pelali, ne vem, v Zeleni gaj ali pa dol nekam na Primorsko ali pa na Štajersko, prišli tja, dali gor delovne plašče, rokavice, vso opremo v zvočenje razložili, postavili, kable napeljali, bobne, vse tonsko naredili, mantle dol, tigraste hlače gor, razumeš, pajkice. In pol smo odigrali 4-5 rund, pol smo se še z ljudmi zabavali in ko je ves folk šel, ne, domov, pozno proti jutru, smo mi nazaj dali plašče gor, pa rokavice, pa vse pospravili, pa naložili Spet v kamion. delavčke, ne? Ja, Ne? In to je danes popolnoma nepojemljivo. Tako. Ne? To so bili naši začetki. Ne? Tako. In zato mi zdaj znamo ful ceniti to, kar imamo in to, da smo mi štirje zdaj tle. Meni je noro, hkrati, da se razumemo, wow, respekt in vse skupaj, ampak mladi bendi, ki ga praktično niti dobro ne poznaš, bom rekla, ne? Ima mogoče 2-3 komade zunaj, si lahko prvošči koncert.
Kino Šiška, mrča, kukar češ, prodajajo, kar hočeš, rodijo, kukar hočeš. A veš, kaj mislim? To, kar ste zdaj, ne? Ne, vse to je dobro. To je super, ampak kako so to eni drugi časi, ne? Samo je vprašanje, mi smo dali tako trnovo pot, če lahko tako rečem. In to nas je iz leta v let nas je bolj družilo, ne? Stiskalo. Ti bendi, ko spa ti omenila zdaj, pa verjetno ne bojo niti 10 let skupaj. Misliš, da je to tisto, kar dejansko najbolj poveže? To te veže, tista skupna trnova pot. Emocije. Ne, da vse to daš čez to, kar smo mi dali, ne vem, sabo smo imeli sendviče, si mogel imeti, če si hotel jesti, a garderoba je bila vzad, kjer so imeli skladišče pijače, rečemo, ne. Ampak mi smo to takrat, sam da smo šli, da smo sploh imeli možnost, ne. Vse je bilo zabavno. To je bilo pozitiva, ne. Noro, ne. Takrat v bistvu sploh organizator ni spraševal, kaj bi radi, ne, tega sploh ni bilo. Mi smo pol prišli, pa je prišel kdo organizator, rekel, kaj boste pil, ne, pa je spravil, ja ne vem, daj kako pivo, vodo, mislim, nekaj, ne. Ja. In pol, ko je zmanjkalo, je rekel, Mažo, dej, a greš ti mu reči, ali mu greš mi jaz reči, rabimo še na 6 pirov, pa 6 vod, pa smo šli tja. Mislim, to je bilo vse čisto drugače, razumeš? To zdaj, danes so Excelove tablice, danes so napotki 14 dni pred koncertom, more band in cela ekipa, crew dobiti detaljne informacije na mail, ure, lokacije, linke na lokacije, vse, v glavnem, ker če ne, pa pač to sploh ne laufa, ne. Tako da ne vem pa, koliko bojo te ljudje imeli tako globokih in močnih emocij, kot smo jih mi doživeli in še zdaj jih imamo. In zato smo zdržali več kot 40 let in mislim, da smo lahko ponosni na to, kaj vse smo skupaj doživeli. In mislim, da bomo do konca nekako probali tudi to pelati, ne. To boš pa še enkrat povedal, ko bo konc. Ja, mi smo, ko bo konc. Mi smo veseli, če je nam je zvek. Jaz mislim, da smo že na koncu. Moram zaključiti. Ful ste bili popularni na Primorskem, tako, kot si izpostavil, ne? Zeleni gaj. Pa ne, mi smo na delali začetku, bom rekla. Po celi Sloveniji, tam je bilo ena posebnost je bila, ne, ker to včasih mojim frendom zdaj razlagam, ker ne vejo, ne. Tam je vsaka vas imela eno dvorano in v vsaki vasi na Primorskem in na Krasu so delali vsak teden te, bi rekel, žurke, koncerte, tam so vsi igrali, od Čoliča, Parnega Valjka, Šankroka, Agropopa, Don Juana, vsi smo po istih punktih krožili, ne? In je bilo tam najbolj skoncentrirano prizorišče, največ tega je bilo, ne, napram Sloveniji. Tako da ni ne narobe razumeti, mi smo igrali od Murske Sobe. Posod, vse posod, sam tu ta del je bil pa najbolj nekako razvit v smislu zabave, a ne. In je pač tam največ se dogajalo, zato je v povprečju pa izgledalo, kot da smo mi kar naprej na Primorskem in Krasu, ne. Ampak, ja, tudi tega ni več tam toliko, ne. Ful je padlo, ja. Sem pozna se, ampak zelo dobro, ja. Več je bilo teh dvoran po vseh. Ja, to je bilo bistveno. Ja. Ampak je pa bilo najtežje dobiti pa špilo v Ljubljani. A to imam prav? To ste v bistvu v enem intervjuju sem to prebrala. To je vedno, da če daš neko črto čez, najmanj špilo je v mestu. Vedno izven mesta. Na vasi ali pa kakorkoli. Najmanj špilo, če gre skupno, če bi šel gledati, kje vsi igramo, je najmanj špilo prav v mesto. Govorimo o večjih mestih. Delajo v klubi, ampak tako, najmanj špilo je v mesto. Ja. Ampak sprejeli so vas pa posod, načeloma je bilo isto, ne? No, mislim, ni tako Slovenija toliko majhna, da pač gre bolj za to, kje je bolj razvit ta nočni life oziroma to obiskovanje nekih dogodkov. Imaš tudi ene teritorije, kamor nikoli nič ni zlaufala, ne. A veš, ne, na Kozjansko nikoli ni imelo ničesar in tudi nikoli ne bo imelo. Še sam sem poskušal tam nekaj delati, pa pač ne gre. Ker je premalo ljudi, no, mislim, čisto zelo preprosto je, ne. Naša cela Slovenija nas je 2 milijona, to je predmestje enega Orang mesta, ne, mislim, o čem se pogovarjamo, ne, tako da mi, če sploh lahko to delamo, kar delamo v tej mali Sloveniji, ne, če bi to procentualno preračunal na
na en ameriški trg ali pa evropski, mi itak čudeže delamo, že skozi. Prenasičeno z vsem, ampak še zmer gre. Govorimo procentualno in o prodaji plošč, in o obisku na koncertih in tako naprej. Bor, kako se ti spominjaš, ko si prišel v band? Kako je bilo? Že v bistvu je bila velika želja, da bi se to zgodilo. Ker jaz sem recimo zadnja leta, preden sem pač se potem pridružil tej skupini, obiskoval v bistvu točno te prostore, te dvorane, ne? Te dvorane, ki jih je Aleš prej omenil, ker sem pač iz Nove Gorice in tam je bilo res to zelo razvito in seveda, kjer je Šank Rock igral, je bila zmeri polna dvorana, ne? Vedno, to je bil, si vedel, če igra Šank Rock, to bo ful ljudi, bo ful vzdušja in bo fajn zabava in tako naprej. In tja smo tudi radi hodili, bi rekel, ne? Ob vikendih, ob petkih, sobotah in tako. Kot drugo so bili band, ki je bil nek naš, ne, bi rekel, domač, slovenski, ki je igral to, bi rekel, ta trenutno zelo popularen takrat, ta 80s rock and roll, hard rock, ne, in je bilo tač to fajn in jaz sem tudi tam bil zelo doma v tej glasbi, ne, konc koncu in sem imel zmeri tako en tak, sem rekel, tebi je bilo pa fajn, da bi jaz igral, ne, s temi fanti, ne. Ampak nisem nikoli nič kaj konkretno, tudi nisem z nobenim imel nekih takih kontaktov, ne, prej. Pa se je zgodilo to, ko sem jaz nastopil še prej z eno pop skupino na enem dogodku na Gorenskem, ko je Matjaž pomagal ozvočevalcu na mikserju in je on takrat lih miksal, ne, v določenem obdobju v dnevu, ko sem jaz stopil na oder. In sem takrat za tiste čase, ne, v poznih 80-ih izvajal eno zadevo, ki je bila posneta na banjo, na električni kitari, z dvoprstno tehniko na vratu. Ne. Tistega ni bilo še tega videti v živo v Sloveniji. Ne. In on je to videl takrat v živo prvič in slišal. Ne. In on si je to zapomnil in je vzel moj kontakt in oni so pa pol se odločali, konec 89. začetku 90. Da bodo menjali kitarista. Predvsem zato, ker Zvone je bil super avtor, je napisal par odličnih pesmi, ampak je bil trend, da en tak velik rock and roll rock band je mogel imeti malo bolj virtuoznega kitarista, kar pa Zvone ni bil, ne, in so dali temu prednost. In potem seveda je bilo treba zdaj v Sloveniji dobiti, ne, nekoga in so dobili 3 in naredili audicijo. Ne, in jaz sem pač bil tretji, zadnji, ki sem prišel, Matjaž me je povabil, mi je prinesel kasete, kaj oni igrajo, kaj bi jaz mogel se naučiti, to je bilo full programa, ne. Oni so imeli kar dosti ta izbor skladb, ki so jih izvajali. Ampak to je bila malenkost zadnja. Jaz se spomnim ene pesmi. Evo, šef. Da bo šef povedal. Šef bo povedal. Ne vem, če se kdo spomne. Mi smo v bistvu tisto pesem prej že igrali, a ne? Preden ste z mano zaigrali. No, daj povej, kaj se ne spomnim. Full for your loving, no more. Whitesnake. To verzijo od Steve Vaja. Od Steve Vaja. Whitesnake. Borna Vaje. Full for your loving je original star iz 80s. Je bila nova verzija Steve Ne, Vaja. to je pa Steve Vajem bilo. Pak. Kupljeno. Evo, le. Ja, in pol na teh vajah, dejansko smo po tretjem komadu, so se oni sam smejali še noter. Ne, Mažo me je klical stari, to moraš videti, to moraš slišati, ta tip je čist fukjen. Jaz sem rekel, se to rabimo, ne, valjda, enega, je rekel, ko to vidiš, to je, in pol je prišel, ne, valjda, kaj, sam smejali smo se, valjda, itak. Unima dvema je točno to zmanjkalo. Ta virtuoznost, ta malo norost na kitari. Ja, v bistvu je Joka bil takrat edini. Joka je bil od drugega albuma kot kitarist in en klaviaturist, Davor je prišel. Že v bistvu pol takoj po prvem albumu. In enostavno, veš, mi smo šli na koncerte od Whitesnake, smo poslušali Steve Vaja, smo poslušali Satrianja, smo poslušali, ne vem, vse te najjače kitariste, Def Lepparde, a veš, in pač žal ni bil dorasel temu, ne, mi smo si pa to vse... Prav ga imamo vsi radi, danes smo frendi. Smo frendi, prejšnji teden sem bil z njim. Smo čutili, da Šank Rock rabi res svetovno kitaro in smo jo dobili. Ja. Ne sam kitara, tudi cel nastop. Vse funkcionira, vse mora biti. In kje si se ti to naučil? Vse ne vem, veš, kaj me boš... Kako ti to odgovoriti, kje sem se naučil, ne vem. Jaz pravim, da to imaš, ali imaš, ali nimaš. Ampak kako igrati kitaro? Si ti to naučila? Naučila kaj govoriti? Takole voditi. Taka dobra, najboljša voditeljica. Kje si se to naučila? Ampak to pač šokar govoriti. V kjero šolo greš? Sam je razlika, jaz mislim, da ne mora vsak tako igrati kitaro, medtem, ko govori lahko, no.
Ne, to Ja, ni res. lažje je to, ko pa na tak Dobro. način. Mogoče tebi, ker je to tvoje poslanstvo. Tlele vsi super govorite. Recimo. dobro, saj. Zakaj pa ne bi? Ja. Meni se zdi čisto ok. Jaz Ne, pravim, res, a veš si kaj, hodil v da- kakšno glasbeno šolo ali kaj podobnega? To, ja, jaz sem študiral No to. glasbenik, vse to zdaj, veš, tle, to ima nek svoj, bi rekel, procent celega paketa, ko si ga omenil naprej. Vse mora biti, ja. Ja, ampak ni zdaj to pogoj ali pa da je to glavni razlog. Ne? Daleč od te. Ti imaš odlične virtuozne klasične glasbenike, ki ne bojo nikakor zafunkcionirali v rock izvedbi. Ja. Tega je ogromno. Razumem? Ali pa Zelo obratno. malo jih je. Ali pa obratno. Ja. Ene, ki jih vidiš v rock bendu, ni rečeno, da je kitarist, tudi ki mu boš dal pa v neko drugo zvrst, pa kaj tam se ne bo čutil, se ne bo znajdel, ne bo funkcioniral. Ne? Ja. Ali pa da, ja. šolane voditeljice. Ja. Se tudi ne znajdejo v pogovoru, recimo takem spontanem z rockerji. Dobro, to je drugače, Ja. ker če si ti živo to, če spremljaš en bend, če poslušaš muziko, če hodiš na koncerte, je to čist drugače, kot če bi zdaj prišel nekdo, No, ki ni bil vidiš. na enem koncertu. Ja, saj To je normalno. Zato pa jaz o recimo tem ne je. delam športa, Ja. ampak delam glasbo. Ne? Dobro, Saj to če bi vsak se se ga najde v lotila, svojem. bi verjetno tudi. Mogoče, ma ne bi delala Lahko, to s ne. takim Ja. veseljem, kad delam recimo to. Ne? To je Vidiš, čisto bolje nekaj pa- Bolj bi se z ker jaz vem, on Dončićem je lahko pa- pogovarjala. Je to, ja. Pa kupiti, Ja, Raj se ja. s tabo. To veš, kako boljš bi ti bilo, kot da se z nami tle meniš. Ne, mene pa jih to zanima. Ne? Ok, super, sem vesel. Čist drugače, veš. Ker Ne, imate veš res kaj, veliko jaz mislim, da zgodbo. te stvari so, a jih imaš ali jih nimaš. Ne? To je tisti nek X-faktor, ki ga pač, a ga ljudje imajo ali ga nimajo, to ne obstaja šola za to in ne da se naučiti, žal. Pa tudi pač, želeti ne. si ga moraš imeti. Ne? Tako. Ja. Točno to, eno in Samo drugo. sebi. Ja, in tudi cel življenje posvetiš temu. Ja. Neki, Veš, ta Muljo, neko ne, poslanstvo, veš. pri 13 letih je znal za takrat vse komade od ACDC na pamet. 12 že, prosti. A pri 12? 12 sem Kje bil na šolski tancu? bend. Okay. Mi smo igrali na pustnem plesu v mali telovadnici. Vse. Mi smo Solo šli celo live plato, If You Wanna Blood, You've Got It, od ACDC, tako kot je na plati, od 1. do 10. komada. Kar je plata. Mi smo Ja. mulci stari, jaz sem bil najmlajši takrat, oni so bili vsi 8. razred, pašni prvi letnik. Ja. Jaz sem bil 6. razred osnovne šole, 12 let in smo to igrali v živo, vse na polno, jaz sem takrat že vse to igral na kitaro, recimo. Kaj ste pri vas doma poslušali? A ste odrasli v to muziko? A ste jo sami odkrili, oziroma Ja. s pomočjo prijateljev? Cveto se tako Jaz smeje. sem imel strica, ki sem bil ful majhen. Se boš pa ti sam, da povem, stric me je samo navdušil. izvoli, Stric me je uživaj. navdušil, ker je poslušal, on je bil v srednji šoli, jaz pa v osnovni šoli, jaz sem bil nekje 5., 6. razred, on je bil pa v gimnaziji in je nosil in imel Savica, so bili oni, Leseni gramofoni. ko je na vrhu bil gramofon, on je poslušal Johnny Winter, poslušal je Led Zeppelin, poslušal je Zumeš in je norel tam in pred mano glumo, da igra kitaro in on meni, stari, čuješ to muziko, stari, to. In jaz ga tako gledam in on nisem štekal, kaj se je njemu zgodilo, lega, ne? In tako postopoma, pa jaz tudi, aha, ok, a to je neke kitare, to, veš, mislim, on me je potegnil to, moram to priznati, da je bilo v moji familiji, me je moj stric čist zastrupil s tem. Pa tudi vsi ostali drugi so bili že po nekih algodbe, tamboraški orkestri. V bistvu Je bilo glasbe. neko zaledje glasbeno. Cveto? Spomnil sem se, zaradi česa sem se nasmejal, ker pri nam doma, če po starši gledam, sta oče in mati imela rada Abo, pa tako muziko. Ampak pol takoj zatem sem se pa spomnil, seveda, jaz sem imel sestro. In Starejša. sestra, ja, je pa preko nje, ki mi je šlo takrat ful na živce. Mi smo prišli v šolo okoli 12, osnovna šola, starši so prišli v pol 3, ja. Tiste 2 ure je ona sukala plošče. Ja, ona je pa imela en Deep Purple in Ceppeline in T-Rex in tako. Ja. In tam je meni šlo na živce, kaj ropoče to, ampak očitno mi je to prišlo pod kožo. Ne. Okay. Tle je pa frontman zdaj. Ne? Ja, ne, meni so bili pa starši tako, ne. Ne kaj. Ne kitara, ne muzika, ne nič, ne, ampak Ti boš Šolo. če v šolo. pop ustraja, Zobozdravnik. naj mu bo, ampak me je to sam za hobi. Ja, ne, ni tudi zdaj še ne poslušate neke muzike. Tako, da ne vem, očitno sem imel to osebno. Tudi nisem imel
starejše sestre ali brata, ne? Nekako sem sam to odkrival. Definitivno Beatlesi so mi bili največje odkritje, pa Belo dugme. Znaš, ti moram povedati, da sem prvič spoznal osebno Željko Bebeka. Ja, meni je bilo tako, no, Šele zdaj? Ja, no. Pa, a veš, nisem en od unih, da bi šel na koncert ali pa na neko prireditev, pa alo Željko, se lahko ne, tak je bil zgolj slučaj v lokalu v Kranjski Gori. No, in me on zaprosil za prijateljstvo na Facebooku. Pa, veš, mislim, so starejše generacije, ki še uporabljajo Facebook. Meni je bilo najbolj ko so mu hecno. drugi povedali, ne, kao, ne. Zdaj in tudi smo se nekaj pogovarjali, se neko, da je Željko, labi, daj kaj skup posnela, ne. Rekel pa, očemo. Tako da, lej, da bo kaj na tem. Piše, kakaj? Jaz sem Željko Bebeka delal zdaj, zadnja leta, parkrat organiziral, ne, koncerte, ne, in tu sem mu enkrat v backstageu povedal, da je on kriv, da sem se sploh odločil. Jaz smo da isto bom rekel to. Evo, Ker moj prvi koncert v življenju je bil v Velenju, ko je bil Belo dugme Bitanga in princeza, ja. plošča, in sem šel na prvi koncert kot mulc, ne vem, 7. razred osnovne šole, in sem bil v Rdeči dvorani, in ko so oni začeli od tiste sekunde naprej, sem jaz rekel, to bom jaz delal. Ne? Okay. In smo to tudi povedal, in po smo pa odprli Jacka. In pa se je začelo to prijateljstvo No, pač, na lej, Facebook. zdaj še mažu z njim, tako, mislim, res, lej, to je en tak fenomenalen feeling, da tisti človek, ki te je pripravil do tega, ko sem jaz bil otrok, ne, in da zdaj z njim sem jaz celo poslovno sodeloval in da sem mu lahko povedal, da sem njegov največji fan, ne, to je en super feeling. Verjetno tudi Je pa res, da ne Ja. bom popluval, starše ne, v narekovajih, so bili pa zelo liberalni, no. So mi prinesli, foter moj je lahko takrat pač mal potoval, ker je ta firma iz Velenja, ki je delala opremo za rudnik, sodelovala z firmo v Nemčiji in v Angliji, in mi je prinesel kitaro, a veš, vse te mi je, plošče mi je nosil, a ne, to ja, ne, ampak tako, nista bila pa nič tako, da bi me kao tišala v glasbo. Vse je to bilo moja želja osebna, ne. In to pa ima, moram biti zahvalen, ker prvi bend, jaz sem bil 5. razred osnovne šole, smo že imeli vaje pri nas doma v garaži. Ja, evo, tako. Okay. Ja. Tada, to sta vse. To pa bilo dovolila, glasno. ne. Ja. Sam še vedno je bilo pri njih prvo pravilo. Najprej služba na šahtu ali pa v Gorenju, ti pa se kar z musko bav. Ne. Ja. Prej ste omenili, vzeli ste pač stvar resno, tudi kar se tiče vizualne podobe. Ne? Kako je bilo s temi cunjami? Kje ste to dobili? Oziroma, kako vas je folk gledal? Nočem vprašati, kako so vas starši, ampak... To je bilo v bistvu, Igraste moram reči, da pajkice. smo mi en tak zelo poslovno že takrat bili naravnani. Ne? Spremljali smo te neke revije, ki so prihajale Iz Nemčije. iz Nemčije. Bravo. Ja, Ja, Kot bravo, pri nas, in ja. pol pač, a veš, Ni videli bilo smo- neta, da bi pogledal. Veš. Ja, ker Ja. spet ljudje ne bojo razumeli, sploh, da mi govorimo, ker ni bilo ne interneta, ne nič, ne, da so bile revije, edini Ja. stik z svetom, ne, in še to si moral dobiti vse iz tujine in tako naprej, ne, in mi smo pol, za vsako ploščo, ki je nekdo z Avstrije prinesel, ali je bil to AC/DC, ali Van Halen, ali je bilo to Bon Jovi, ali bilo karkoli, ne, smo mi vsi pri nekomu doma se zaprli v sobo, poslušali Black Sabbath, Iron Maiden. in vse ostalo, ja, pač Ja. je zelo širok nabor, in to resno preposlušavali, zraven pil pivo in debatirali v muski. In kak je tole odigral, poglej to pa, in kak je imič. Seveda, to je bilo že takrat ful pomembno in smo mi razumeli, da je to en del tega posla. In smo rekli, Madonna, če le kak oni izgledajo, ja, pol moramo mi tudi tako izgledati, a ne, če se gremo, a ne. In jaz vem, da sem si sam doma neke kavbojke pol sam zožaval tle, a veš, da so bile čist po nogi, pa to Ja, neki, ja. da sem jih komi gor dobil, pa to, pa mama se zgražala, kregal sem se. V glavnem, sam sem šival neki, pa smo šli v Italijo, se spomniš, smo najdli en šop ameriški, Ko si pri kavbojkah, sorry, nove kavbojke. nove. Bog, hvala. daj. Gor,
v bano, A to tudi, sirkova ja. krtača, Tudi to, ja. pa zdrgn tleja, veš, kako da si jih nosil že en mesec. Ne? To me mama Ta stari ubila. so znoreli, ja. Si fukjen. Ja, norče. Kupla sem ti glih, kaj delaš? Šel pa delat stare. Ja, ja, zdaj. Kasneje smo pa najdli v Trstu en ameriški šop. Okay. V Trstu, v Udinah, smo najdli en ameriški šop, kavbojski, kjer so edino ono prodali one res kavbojske škorne z nekimi železnimi temi okraski, spredi, zadnji. Ja. To, kar so Američani, Bon Jovi in vse te že takrat nosili in smo gledali te fotke, kje boš to pri nas v Sloveniji dobil za železno zaveso, če še riža nismo imeli. Svinsko drago je bilo. V glavnem svinsko drago in smo hodili tja, v šoping, po 600 plače, recimo. pa recimo jakna z resicami usnjena in take stvari in te dodatke in to. In smo pač šli v investicije in smo se vozili s fičekom v Udine po garderobo. Ja. Pismo je. Veš, Ste morali mi- čez pol Slovenije, da ste sploh prišli do A Italije. ti veš, koliko je Ja. trajala pot iz Velenja po stari cesti, ki ni avtoceste, Ja. do fucking Udin. In da brez navigacije najdeš un šop. res. Da si najdeš. To je bolano. Jaz si sploh ne znam predstavljati brez navigacije. Jaz še sem nisem znal priti zdaj brez navigacije. Ste pa živa tukaj. Ja. Da vas Tako vse da, veš, kakšna močna volja je to mogla biti. Želja. Fajn. Jaz mojim otrokom govorim, želja je najbolj pomembna. Želja, cilj, pol pa ni problem. A se vam zdi, da mladi bendi zdaj tega, da imajo to ali ne? Imajo? Nekateri imajo. Kateri? Ja, Jaz na primer, ko grem na kak koncert, pa rečemo, vidim, pa si mislim, da ti so mogoče iz benda, jih vidim tam, da se ga ulivajo, ne, med koncertom, pa piva, pa vse. Jaz se na primer spomnim, ko smo mi na te prve špile začeli hoditi, ne, mi smo bili pri mikserju, praktično trezni in smo se učili in smo gledali in smo se mi med sabo menili, le kaj on dela zdaj, zdaj je to, le imič, le to, smo šli kot na neko ustno, Ekskurzijo. ker nisi nikjer mogel dobiti znanje. Mi smo vedeli, da ni dosa muska, se je še mogla biti drugo. Po koncertu, ko smo se vračali z avtobusom, pa smo vsega, ne. To je, na primer, ja, Kaj smo se pa oblekli. Kaj je Ne, bilo to zdaj? preoblekli. Pol smo se ga pa, kaj je? Kdo so vam bili največji vzorniki tako? Našteli ste prej ogromno enih bendov. Tole No? se snema vse, veš. Ja, sej. Tudi ne bomo rezali nič manj. Konca šel. Tako da, absolutno. Ne, največji vzorniki. Whitesnake, na primer, Oder. Se spomnim, oni so bili takrat nekaj več, kar se tiče sklop vsega, muzike, imič in gibanje gor na odru. Mi smo enkrat ali dvakrat vzeli v Velenju neko dvorano za balet, kjer je bilo steklo čez celo steno. Smo se postavili in smo prav delali sceno, to, kar smo se učili. Marsikaj se ne spomnim. Ker nisi bil zabobni In mi smo spuščali musko in smo se menili, zdaj je štart, gremo jaz pa zvone naprej, je mažal zadnji, pol, ko gre petje, se mi dva umaknemo. Mi smo to delali. Smo se probali učiti, da ni to zdaj, da smo vsi naprej skozi, to ni nič. In pol ti to pride v bistvu v kri, ko ti to hitro opaziš, koliko delajo drugi. Ne? Mona ne rataš, Mona se rodiš. A ste imeli takrat, očitno se zelo dobro spomniš, a ste imeli kakšne, bom rekla, obiskovalce, ki so vas gledali, pa pač ocenijo, oziroma ne, sami. Punce smo imeli. Ja, punce. Kaj smo imeli? Muce. Punce. Jaz sem razumel, da je rekel muce smo imeli. Ja, muce, ki so nas pač malo gledali, to je res, ja. Vse smo si cote sposojali. Ja, muce, ki so nam še kaj zašile pa sposojali. Tudi, ja. Ki še zdaj me zabavajo na uni prvi plati, ki imam jaz neke roza plašč gor. Normalno. Neko kačo tule. Ja. Stari, pa kaj je bilo to? vse sposobni. Kaj si ti to roza plašč? Rekel, ne vem, pizda. Ena je prišla, ena mucika pa mi je dala Ne, gor. na ena je foto, prišla.
Tvoja tista, ne? No, pač Ki je ena, to dala. pač takrat. Tole boš oblekel. Pa je rekla, da ne moreš dati gor. In pač se je smisel, ja, ok, ne, mucike že vejo, ne, kaj moramo Vse se dati nam gor. naštimale, frizure, vse. Ne, in zdaj to, a vidiš, ne, pa ena taka napaka, pustiš muciki, da te obleče, evo, Pa si celo na- življenje me na prvi spremlja, plošči. skozi Pa me si na zabavajo. prvi plošči. 40 let me zabavajo, uraj, Edo, kaj je bilo pa to? Ej, se kako je bilo pa kaj s fenicami, res? Te oboževalke. Nič, mi nismo imeli časa, pa to tukaj je tebi. rekel Niste imeli Aleš. časa. Mi smo po koncertu šli v tute in smo se pospravili. Ne, to je pol že malo naprej. In smo Ja. šli domov. Smo šli ven iz tudi. Ne? Da bi si Ja. pol naprej, Ne. ko smo že rovdje. Ampak zihar so bile, no. Ne bomo zdaj govorili, da niso Ma, bile. jaz se ne Ne, spomnim. mi več smo pri se mojih sam letih. z inštrumenti ubadali. Ja. Kako zdaj lažete? Da, Bor ti povej. daj. A ja, zdaj je 15 minut sem tiho, nekaj nas pa to vprašanje, zdaj pa Borti povej. Borti povej, kako je Pa bila res sem Svenica. Ja, pa če so Jaz to sem edini, glasni. ker nimam kaj povedati. Mislim, da je to točno to, ona te skužila, to je tvoja tema. Ja, To je tvoja tema. Ne, ampak je zmer tako, oprostite. Kitaristi pa pevci so tisti, ki pač pretehnejo največ. To je res. In tlele imamo Pri nas je največ vedno... To se prvič strinjate zdaj v 40 letih. Pri nas je največ se strinjamo, pretegnilo ja. cveto, Cveto. ker on ima samo 4 strune na svojem inštrumentu in ima ogromno časa za koketirati Tako. vmes. a veš, to Še en dokaz, da ima najmanj dela v Pa bendu. tisti so znani potem, da oni imajo full časa. Ne? Sam to kev, sam to ni bilo v našem bendu. Ne, nasploh je pač tako. Pa si Normalno, delo še kaj drugega. sej, Kaj si rekel, to ni bilo pri nas? Ja, ne vem, jaz imel pravka z Alešom v zad, smo pazili, da je ritem sekcije. Da je vse štimalo. Ja, pa pol sta analizirala. Sta, ja Nekaj valjda. po koncu koncerta, Po kje sta? koncertu Ja, smo ja. imela vedno sestanek. Ponavadi tlele doskrat vprašam goste, najboljši nasvet, ki so ga dobili v svoji karieri, od bilo koga. Kaj pa pri vas je bil najslabši? Ufa. Pa ste mogoče tudi ugotovili in ste rekli, kako me je pa zajebo, pa je rekel, bodi to, pa je bil čist narobe. Najslabši. Ja. Se najslabši je, ko ti kdo reče, stari, ti si faca, ti si zvezda, tepe se Stari, jasno. ti si res dober. Ti si res dober, ti si To je najjači. najslabši nasvet, Pa to ja. verjameš, to je najslabše, kar ti kdo lahko Ko te reče. potrepla po rami, pa reče, stari, ti si car, ti si najboljši. In To, ti to je verjameš, najslabše, ja. kar je možno. In sploh, če si star 18 let ali pa 25, je to In te čist pol- in te narobe. pol odnese, Je to verjetno. čist narobe, ja. Dobro, ampak to se verjetno vam je zgodilo na neki točki. Pa ja, Veliko se je to zgodilo. Jaz se enega dobrega spomnim, ki mi je bil dober, ne slab. No, dobro, povej. Ko ti v bistvu začneš igrati, pa tudi ko so že prvi špili, prva plata, takrat si malo nad zemljo, ne meter. Ne vem, jaz nisem bil. Si uno malo, ne, te ko si- dvigne. Ne. In jaz se potem spomnim enkrat čez par let, ko valjda vsi pač smo, ali kakorkoli, ko smo mladi, ko začnemo nekaj delati, smo malo polni sebe, vse to. In mi je en star glasbenik rekel, če ti hočeš biti na realnih tleh, ne, moraš vedeti nekaj. Ti si najboljši, ampak vedno je nekdo, ki je boljši od tebe. Da to ponotraniš in da se tega zavedaš. Ja. to svoje ženi povej. Sama modrost. Sama modrost, evo. Ti si najboljša, ampak vedno ena, kaj je Vedno boljša eno od še tebe. pa, ko je boljša od tebe. Stara Tako modrost. da, Ja. Miška, trudi se. Miška, Tako da trudi trudi se. se, no. Ne jesti preveč tortic, sladoledov, pa to. Ja, kako. Dej, vprašanje drugo. Vprašanje prej. Ne, res me zanima tisti občutek, to je bilo, se pravi, mislim, da leta 2014, se pravi, ko ste se spet vsi tukaj zbrani združili. Kakšen je bil tisti feeling, ko ste, ne vem, a ste sedli za mizo ali kako je bilo tisto, ko ste si rekli, to je naše poslanstvo, tako kot ste Aleš prej lepo povedal, in mi moramo s tem vlakom se peljati naprej. Si Ko bom prideš do tega, s čisto Šef očem. benda, no, Znanja. Ja, prosim. ne, to je bil tak Reci. kaj. poseben splet okoliščin, da je bil klic iz pivovarne Laško, da prihaja na pivo in Cvet je svetovno znan kitarist Steve Stevens, torej kitarist od Billy Idola, pa je tudi konec koncev je dobil tudi Grammy v filmu Top Gun za glasbo. In
so mi rekli, zberi eno ekipo, boste igrali z njim par komadov Billy Idola, pa par coverjev, pa je to, ne. In tako se mi je zdelo fair, no, pa fajn. Pa glih to, kar smo se prej pogovarjali, ne, da vsak človek rabi čas, ko nekaj nimaš več, začneš razmišljati o tistem. Ne, vsakič mi, ko smo šli mal na razen, ne, vsak svojo pot, začneš razmišljati ne. Kaj pogrešaš? Pogrešaš oder, muziko, ustvarjanje, kaj? Ne oder, pogrešaš svojo življenjsko pot, ne, ker pač šel si na stranski tir iz glavnega tira, ne, in kaj bi bilo fajn, ne, da greš na naslednji postaji spet gor na ta vlak, ne. Okay. No in če mal skrajšam, takrat sem poklical najprej Cveta, ko smo že prej sodelovala, Ja. pol Bora, sem rekel, kam malo zašpila, zraven Stevensa, Ja. pa sta rekla, ja, veš, da pač bomo, ne, vse to pa je fajn. In čez 14 dni po koncertu smo se res dobili za mizo. Poklicu si Šaleša najbolj tudi, ne? Takrat ne. Takrat še ne, nismo. Ki ni imel časa. Nismo se še povohala nazaj, ne, ja, še ni bilo čisto sporočeno. Ne, sem še rabo par postaj. Ja, Ja. in Lepo. vse smo jih vsi rabili. Lej, in nač, pa se dobimo za mizo, kaj zdaj, špilamo naprej, se čutimo. Ja, in tako je. To je dejansko bilo polno. Ko je pa prišla 40-ka, ne, si jo pa nismo zdaj predstavljati brez Aleša, ne. In bi bilo strašno čudno, če ga Ja, Aleš, Ja, res ko je je. dobil vprašanje iz naše strani, a boš prišel za par komadov, zravno oder, je rekel, ne bom za par komadov. Za vse ali pa nič. vzeme ali pusti. Ne, to točno tako je rekel. Ja, Ali bom vse odšpilal ali pa nič. I'm back. Ja. And he's back. Ste ful veseli, da je tako. Ja, Mislite, lej, da je tako je. tako more. To se je tako moglo more- zgoditi. to se Ja, tako more zgoditi, ja. smo že prej rekli, da ene stvari se zgodijo in prav je tako. Ne. Pač usoda. Mislim, da je tudi, da prenesejo ene stvari. Pa če je želja v ljudeh in začrtan cilj, je vedno tudi prije pol do konca. Ne. Neka zadeva, tudi naša zgodba bo prišla do konca enkrat, ampak tokrat verjetno, da bomo vsi na istem vlaku, v istem vagonu. Mnogi vas že označujejo kot pač legendarne Šankrok, ne? Legendaren bend, kar verjetno doprinese tudi ta karijera, ki je že tako dolga. Kdaj je po vašem mnenju bend, glasbenik, posameznik, karkoli doseže ta status, da mu lahko rečeš, no, ti si pa legendaren? Je v glavnem, ko ga ni več. Misliš, da je to? Mislim, v glavnem se tako reče, ta pa legenda. To, ko se tukaj reče, to je zabancija. Zdaj čisto točno to, pač odgovor na to. Bi recimo vi rekli za Aerosmithe, za ne vem, Ja, da ma niso... reče tudi za Rolling Stones in A te pa Rolling, stare recimo. bende, ne, to so Ja. že legende, ne, to Ja. se pravi, ti moraš nekaj v tem svetu zapustiti, nekaj za sabo, se pravi, ljudje morajo videti, da si dal v eter med ljudi ene tekste, eno muziko, ki je masa ljudi vzela za svoje in si zelo dolgo na tem terenu, ne. Moraš biti res nekaj časa na tem terenu in polke vidijo, da si ti res tok jack, ne, da v bistvu še kar ustrajaš, ne, tako en recimo čudujem te razne bende Bruce Springsteena, še kar so na turneji Def Leppard, Motley Crue, Aerosmith, Rolling Stonesi, da sploh ne govorim čudež od čudesa, ne, kaj, Pa v ne. Sloveniji bi lahko recimo spostavili Vlado Kreslina. Ali pa Kreslin, Ja. Kreslin svakamo čast, ne, Lovšin. Lovšin in to, ne, to so legende, ne, oni so še prej legende, pa smo mi za njimi kvečem. Ampak ste ne. zelo blizu, mislim, ne mislim nič slabega, ampak... Ja, sej, to Ja. so naši prijatelji, ampak sta ona dva še malo prej začela, ne, tako da ona dva in še njemu podobni, Benč in to so res prave legende, ko so tudi za nas legende, če pa kdo za nas misli, da smo pa pač lahko sam počaščeni. Je pa super, ja. Torej,
to, da smo vas zdaj potrepljali po rami in da ste rekli, da ste legende, to zdaj sprejmete. Je to v redu? Ja, V redu je. Lahko smo veseli. znaš. Ja. Ne, ker spremljaš dejansko neko Potrepljati. pot in kaj ljudje dajo od sebe in kaj naredijo ljudem pod odrom. To se mi zdi, da je en tak zelo dober pokazatelj, ker konec koncev ene od vaših pesmi, ma ne samo ene, fulih je, so No, ponarodele. to, kar si zdaj rekla, ne, zapuščina Ja, naša, ne, je Ja. tista, ki je pač ostaja že za nami, ne, in kakorkoli je mogoče reče, se pa nimajo do drugega, kaj vedno to pravljico špilajo, ne, mislim, ne, a veš, ampak ko jo pa odšpilamo, pa vidimo pri ljudeh nek poseben moment, ko ga začutijo in to je verjetno tisto, no, ko in najlepše pri vsem je pa to, ne, da se še vedno čutimo, da moramo še malo zapuščine pustiti za sabo. Bor, še kaj povej, prosim. Ja, Oprosti. sem mislil tudi v to smer, Ja, ki je povej. on zdaj začel, mogoče je to, ja, da točno ta. Največja potrditev je več generacij, se pravi, Tako je. ne vem, več generacij, ki te spremlja, se pravi, ne vem, ko so oni začeli v 80-ih, so tej prvi feni, potem recimo imeli, ne vem, svoje otroke, danes imajo te otroci že svoje, ne, Tako je. to so zdaj recimo 3 rodovi in vsi 3 rodovi pojejo naše skladbe, še zmeraj jih radi slišijo, hodijo na naše koncerte, ne, imamo primere, ko pridejo dejansko cele družine. Ne, je to neverjetno videti. Takrat se res počutiš, da verjetno si nekaj za sabo pustil. Spravi si nekaj ustvaril, ki se je dotaknilo kar velikemu številu ljudi. Ne. Pa ni potrebno, da je to medijsko podprto. Ne. Ni potrebno, ker kot v drugih dejavnostih v življenju, vse ljudje na koncu sami ocenijo. Ne. Tebi ne more nekdo usiliti, tebi bo pa to všeč, ker ti povem jaz, da je to dobro. Še rekel, ok, ja, ne, pa ko boš prišel domov, no, meni ni tako dobro tisto, ne. Ali pa obratno, ne. Nekdo bo rekel, to se meni ne zdi ok, tebi se bo pa dotaknilo, čustveno, pa se boš, ne vem, naježil, ko boš nekaj videl ali pa slišal. Še rekel, meni se zdi pa to ful, da ima nekaj v sebi, ne. Tako da ljudje sami na koncu, ne, ocenijo, kaj je tisto, kar se jih dotakne in tisto, kaj se jim ne. Tako da ja, mene me najbolj veseli to, ko vidim, ne, legende, ja, zaradi tega v bistvu, ne. To je potrditev, da ti nekdo lahko reče legenda, ne. Ker ker ne pusti za sabo nečesa oprijemljivega, ne, potem verjetno ni legenda, ne. Če bi mogli zbrati svoj največji hit, največjo Ode, uspešnico, no. ja, vem, ja. Pa, Vem, to je tudi meni težko. Katerega bi zbrali? pa ti povej ta prvi. Ne morem. No, vidiš, no. Ne? Kak Če se še vi ne morate Kak odločiti. naj mi, vidiš. Ampak recimo, Zdaj mislim, da ni težko sploh tle razmišljati. no poglej. Mi imamo 2, nimamo enega. Ampak, Ja. a veš, ne? Jaz mislim, da več kot 2. Ja, ne, reka največje, ne. A veste, Enega, ki če imajo- bi enega izbrali. Kako boš to naredil? Ja. Se ne moreš to Jaz ne določiti. vem. Zelo težko. Ker jaz ne vem točno. A pa če ima kaj- vsak svojega, v katerem A ja, misliš- ga recimo najbolj čuti še zmer. Mogoče. Čakaj, eno je to, kaj kdo čuti, eno je pa kaj je hit, Okej. v popularnost med, Ne, med, gre za med maso vas. ljudmi. Gre za Recimo vas. glih, To ni isto. mi smo Ja, se ne, danes saj to pogovarjali, vem, da- kjer komate recimo Bor najbolj čutil na zadnjem koncertu in ni eden od tistih, ko bi Tako. lahko rekli recimo večina folka 2. A veš, to je zdaj, a veš, ful težko No, zbrati, saj pa ne, to je pač naj pove. odvisno v kakem Sem razumel. moodu si, ne, vprašanje. kak pač je, ne. Drug Jaz sem človek. razumel vprašanje. Ne rabite filozofirati, fante. Čisto kratko, da na to povej naslov komada in to je to. Ja. Kjer je tep najbolj, kjer je njemu je to, meni je to in to. In Jaz vse. bi recimo mogoče celo Pustimo zdaj, zbrala. kaj je folku, pa kaj, ne. Jočem na glas, ker te ljubim. Evo. Aha. Recimo. Ja. Ne bom šla po ustaljenih metuljih in puščavah sna in tako naprej. Ja, seveda. Ampak bom zbrala recimo tega. Čist blizu. Ja. Kaj vi? Ali ti si izbrala eno od balad, po katerem smo Šanko Rock ipak dejansko zelo prepoznavni. in znani. Absolutno ste po več. Rock balade so, Po več, mislim, da ja. pri Ne nas samo zaščitni eni. znak, ne Ja. samo ena. Ja. Je pa res, da najbolj so oprijemljive, sprejete in, kako bi rekel, najbolj sodelujejo ljudje masovno pri metulju in pri pravljici o Maročnih ljudeh. Ja. Ne. Zato sem rekel te dve. Ne. Zdaj, kaj je tisto, kar bi lahko naredilo eno večje od druge, je pa druga debata. Moraš vedeti, da metulj je nastal ful več let pred pravljico že, ne. In ima še večjo zapuščino. Ja. Še več generacij ga je poslušalo leta in leta in leta. Ne. Je pa tudi mal drugačen tip balade, kakor je pravljica o Maročnih ljudeh. Ampak
Točno to, mi imamo še druge. No, za mene je hvala za vse. No, tudi viš, recimo. Vidiš, zanimivo, ja. Nekateri jočejo, ko slišijo tak komad, Ja. ne, recimo. Ne? Tako da, ja. Tudi zdaj, po dolgem času, spet igramo električno varianto Puščava sna. Je tudi tako in tehnično zahteven, in besedilo je top noro, in vse je v redu, in Borma nor solo, in aranžmaje, vse te, kaj veš, pravno se, tam se recimo jaz počutim, fuck, le kakem bendu dobrem igram, mislim, pojem, a veš, tekuno, le kak mi zveni, a veš, to so vse, ne? Ja. Ampak vse je posebej, ne? Normalno pri metulju, da ne rabim reči nič, sam roke vzdignem, tako naredim in cela dvorana da roke gora, veš, to so posebni občutki. No, sem to je ponaredil komat, ne? Ja. To ni Ja, jaz tekste, jaz malo grem čez tekste, kam mi naredijo, ne, tako. Če si me vprašala, kaj je men, ne kaj je folko, ne, a veš, ne. Jaz sem takoj razumel, kaj si vprašala. Ampak dobro, malo so fantje malo razglabljali, ne, ampak. Zato smo tukaj, ker lahko A razglabljamo. lahko? To nam je všeč. Ja. Meni je ful čudno, že na pol ure čakam, kdaj boš rekla, no zdaj se moramo pa posloviti, čas nas priganja. Se zdaj čakal še In mi sploh nič ni jasno. Vse sam še to čaka. Sam še to čakamo. Vse je rekel. Aha. Jaz sem Hvala zadnji za pod vse. cvetom. Pa sem pa jaz odjavo naredil. Okay, Ne, Špica. Ne, Cveto še ni povedal. Cveto. Cveto bo zaključil današnji Cvet bo podcast. zabetoniral zdaj. Ni sreče brez To roke. je vprašanje, ki me tu pa tam kdo vpraša, ne? Kako lahko ti pravljico Metulja, ker te ljubim, tolikrat igraš, 1000-krat, 2000-krat. Pa jim jaz potem rečem, da praktično jaz ne igram tega komada, ampak igram glasbo. Mene špila, da je to Metulj. Jaz igram to muziko, te tone in jo čutim drugačne. Meni dosadno igrati toliko časa neke komade. Ne, zato, ker Kaj ti je pa najbolj ne všeč? gledam vse. Okay, Predvsem ima tebe pod kontrolo. sprašuje, kjer komat. Ne, pa kjer res dobro, povedal. ti igraš Ja, dobro je glasbo. povedal, jaz. Ti ne igraš komada, ampak glasbo. Ja, no. Ja. In mi je vse isto, kot da so isti otroci. Ne morem izločiti tega. Ja, ker naš koncert je, tako si rekel, naš otrok. In ti, ko te zavpraša, kjerga otroka od teh treh imaš najraj, ne? Unga, najmlajšega, srednjega ali najstarejšo. Vse tri otroke imam rad, ne moreš reči, da imam unga bolj rad kot tega. Ne? In to je podobno, ne? Naša muzika. To je delček vašega mozaika, Ja, vašega seveda, življenja, ja. ne, konc koncev. Vsak komat, vsak tekst v nas nekaj naredi in Še vedno. še vedno, se mi zdi, da je vedno bolj, Ja. z tedna v teden. po Jaz- mojem. Zanj, če je bilo eno vprašanje, kjer koncert vaš je bil najboljši, ne? V soboto. Ja, Tisti, ki bo najboljši. zadnji. Ja, tako je bil zadnji. Še boljši bo pa naslednji. Naslednji. Tako moraš razmišljati. Bravo. Super ste. Hvala, ker ste prišli vsi štirje. Hvala A tebi. sem naredila Zdaj bo odjavno zdaj konc. špico. Zdaj imate še ful dela z mano tle, sam povem. Aha. Ja, zdaj se Dobro. šele začenja, pa te social, A pa res? to. Okej. Ja, se to zdaj obvladate. Zdaj ste Dobre. ful domači na vseh omrežjih družabnih. Ne, hvala, ste prišli, hvala, ste tako lepe misli delili z vsemi gledalci, poslušalci. In ostanite legende še naprej, ker ste. Hočeš, nočeš ste. Že tam. Hvala. To žive legende. Hvala. Ana. Hvala, Janči. To je Radio 1 podcast.